kostam. Smo v sredini novembra. Poglejte. Dve lisički. Še temo terena. To bomo pa pustili za drugo leto. Redno se lotimo izdelave nekega zancilnega bivaka. Si poiščemo pač neko primerno mesto. Predvsem to mesto mora biti malo dvignjeno, da v primeru nekih padavin nas ne zalije. Tukaj v mojem primeru je potok 10-15 metrov stran. Sem dvignjen, tako da se nič zabati, da bi me tukaj zalil. Potem ugotovil sem, da veter piha z te strani, tako da nekako ta del zadaj za hrbtom bo mogel imeti pač zaščiten. Potem pri izdelavi zasilnega bivaka, pač tam, ki ga mislimo postaviti, je fino, da je okrog nas dovolj resursov, kateremu potrebovali. Ne da ta material odeleč nosimo in dejansko po nepotrebnem se mučimo, trošimo svojo energijo. Tukaj, če pogledate, je en kup smrekovih vej, na tleh je listja, podrtega drevja, tako da materijala imam več kot dovolj. Tako da kar začnimo. Do zdaj nisem uporabil nič vrvice in mislim, da ne bo potrebe. Tukaj je lepo. So v bistvu rogovilce ena v drugo prepletene. Strani isto, šibe upletam noter. Tako da jaz mislim, da bi tole mogli lepo držati. Tole izgleda konštrukcija. Tako konštrukcijo ne potrebujete ne vem kakšnega orodja, dejansko se da narediti čisto z običajnim švicarskim nožem, sploh če ima še žagco, tako da se da s takim žepnim nožem tako enostavno konštrukcijo narediti. Zdaj nam edin še preostal, da to konštrukcijo pač prekrijemo. Bivak pokrit smrekovim vejam. Učinkovitost tega bivaka je v bistvu največ odvisna, koliko kritja uporabimo. Jaz sem sicer tamle najdel eno smreko, ki je bila podrta,
Sem malo tiste veje porezal pa prinesel sem, tako da nisem nobene škode naredil. Tako da zdaj pa treba še malo tale listje ven spraviti iz bivaka, pa v bistvu še mogoče malo listja na sam bivak. Sam bivak je končan, samo če pogledamo po tleh, je pa izredno mokro, tako da bo treba še nekaj na tle dati, da bo to kakor toliko normalno. Takole bivak izgleda tlele od spredaj. Tole je z ene strani. Pogled še od zadaj na bivak. In še iz zadnje strani oziroma z druge strani, tako da je odkole izgleda tale bivak. Gozdna postelja, praprot. Bivak gotov. Malo sem že pripravil za drva. Ležišče je plast, to debela plast praproti, pa povrhu pa čist malo smrekovih vej, tako da jaz mislim, da je tole super. Takole je pa pogled od znotraj navzven. Moja nova pridobitev. Takale pečka. Po pravici povedano, prvič uporabljam takole čudo.
Ogenček lepo preskata. Ko se pač znajdete v neki neželenih razmerah, ko morate čez noč nepričakovano ven vstati od zunaj, prvo, kar je, treba si je narediti neko zaklonišče, nek bivak. Tako tle smo naredili iz leskovih palc, jih prepledali, pokrili smrekovim vejam ter še suho listje nametali, tako da tak bivak bi mogel držati tudi manjše padavine. Na tla debelo plast suhe praproti, smrekove veje, tako da smo dvignjeni od tal, ne ležimo na zemlji. To je to. Potem ogenj, na katerem bom lahko skuhal, grel se in tako naprej. Če bi bilo to neka, bom rekel, izredne razmere, bi si pač tukaj en večji ogenj naredil, da gre toplota noter, mogoče še od zadaj nek kolektor, da pač vsa toplota gre v ta bivak. Po pot sem nekaj kostana nabral. Bom za test na temule mojemu novemu štedilniku probal kostanj speči. Kostanj zarežemo, mogoče imam še malo preveč plamena, ampak za prvo rundo, tako da se malo podprem. Dal par postavno gor. Počasi se je zvečeril, jaz bom svoj dan zaključil. Prikazal sem vam, kako se naredi tak preprost, vendar učinkovit bivak. To bi bilo danes z moje strani vse, pa lep pozdrav, do prihodnjič, srečno!